Dobro jutro zopet iz Mariborskega nabrežja. Ura je že skoraj 7. Danes sem šel spat okoli 1, zbudil sem se majhen čez 6. Zvečer sem šel v fitness, majčkam potelovaditi za kakšne 2 urce. In nadaljeval bi z tematiko prevzemanja odgovornosti. V prejšnjem videu sem zastavil vprašanje glede spanja, ko pozabljamo stvari, kaj smo počeli prejšnji dan in na splošno, kaj smo počeli v preteklosti in ali smo odgovorni za naša dejanja, kljub temu, da se ne spomnimo naših dejanj. Pa si rečemo, se ne spomnim in zato nisem odgovoren za to, kar sem počel. No, ko gledamo naše življenja, se v glavnem vsak briga bolj za sebe, za svoje osebno življenje, za svoje osebno počutje, za to, da imamo dovolj denarja, ali pa potem, ko si odločimo za nekega življenjskega partnerja in imamo otroke, nam je v glavnem interes za našo osebno družino. Zato, kaj se dogaja z ostalim svetom, z ostalimi ljudmi, še manj pa z ostalimi živimi bitji, kot so živali, rastline, zato nam pa ni kaj bistveno mar. No, jaz sem potem v zadnjih letih raziskoval zadeve in ozavestil dejstvo, da vsi živimo v enem stvarstvu, da se delimo en materialni svet, eno vesolje, če tako rečemo. In kljub temu, da imamo preko naših čutil fizičnega telesa omejen doseg uvida v to, kaj se dogaja v naši okolici in da imamo omejen spomin, torej da intenzivno pozabljamo, kaj smo počeli v preteklosti, da kljub temu smo odgovorni za to, kar smo počeli, torej da ima naše vsako sleherno dejanje daljnosežne in dolgoročne posledice na vse, kar obstaja v tem stvarstvu. Torej, vsaka misel, vsaka beseda, vsako dejanje, ki se nam zgodi, vpliva na druge. Ne glede na to, ali se mi tega zavedamo ali ne. Zato je pomembno, da ko nekaj počnemo, da se vedno vprašamo, kako bodo naša dejanja vplivala na druge, na vsa druga živa bitja in to tudi na dolgi rok. Tudi, če bomo nekaj naredili na tem svetu, ustvarili neko podjetje, nek sistem, tudi po naši smrti, kako bodo drugi doživljali plodove našega dela. In pa tudi, kako bo naše dejanje vplivalo na druga bitja na drugih delih sveta. Obstaja nek film, imenuje se Metuljev efekt, ki pravi, da ko metulj zamahne za krili na Kitajskem, se na zahodnem svetu povzroči orkan. Torej, vse bi pozval, da pri vsakem dejanju v življenju, da pogledajo, da upoštevajo druga živa bitja, druge ljudi, vsaj druge ljudi, če ne druga živa bitja, in da se vprašajo, ali kako vplivam za svojimi dejanji na druge. In priporočam vsem, da delajo po principu, da začnejo delati po principu tistega, kar je najboljše za vse. Da je temeljno tvoje vodilo tisto, kar je najboljše za vsa živa bitja, na dolgi rok in daljnosežno, se pravi v globalnem smislu oziroma v vesoljnem smislu. Toliko za danes za razmislek, se vidimo jutri. Čau! Ja, pa še to, zanimive povezave do gradiv v zvezi s tem za prevzemanje odgovornosti bom pripel oziroma napisal v opisu tega videa, tako da si le pogledajte vsebino in si izboljšajte življenje.